Ja, tako kot večina otrok jo je zanimalo veliko stvari. Igrala je klavir, pa kitaro, zelo rada je pela. Da bo slikarka, je pa govorila že zelo zgodaj, kar pomnim je v bistvu rada risala. In okoli nje so bile zmeraj barvice, pa kupi porisanega papirja. Včasih sva jo vzela s sabo na teren, ker ni bilo varstva, seveda. Barbara je zelo rada iskala potem fosile. Bila je z nama, ko sva raziskovala to znamenito karbonsko floro, 300 milijonov let staro, tam okrog Litije, pa potem na gradbišču avtoceste pri Bizoviku, tam smo jo tudi našli. Da bi bila pa geologinja, pa ni nikoli izrazila želje. Barve so bile preveč vabljive in slikarstvu se ni bila pripravljena odreči. Barbare se najprej spominjam kot prikupne, nasmejane najstnice, vedno prijazne, dobrovoljne učenke, nič ni bilo težko. Je pa seveda izstopala po recimo reševanju, prav posebnem reševanju likovnih nalog. Se je pa že tudi v prvem letniku vpisala v krožek študijskega risanja in tam zelo hitro napredovala. V začetku svojega dela je pričela s tako imenovanimi peščenimi pokrajinami, pri katerih je v barvo mešala tudi pesek in različne druge materijale. Kot sem nekje prebrala, je tudi celo sama nabirala karbonski pesek in ga potem kombinirala z oljnimi barvami, z akrili. Torej, to raziskovanje barve in materialnosti je pri njej zelo izrazito. Potem je v bistvu slikala akvarelne štimunge v bistvu z takšnimi diptihi in triptihi, na katerih je bil, se pravi v teh podobah, prisoten izjemno globok horizont in dolg horizont, kar so kot neka panoramska pokrajine. Potem je pa v bistvu prišla tudi v področje v bistvu strukturirana na platno, lepila v bistvu razne tkanine, ustvarjala globok nosilec, ustvarjala reliefne podobe, tudi svetlo v svetlem, ta princip je v bistvu usvajala. Potem je pa prišla tudi na slikanje portretov v bistvu na svetlih ozadjih. Potem je pa v bistvu začela upodabljati v bistvu tudi torej igrače in preko njih v bistvu tudi živa bitja, ki jih je v bistvu nadaljuje jasno tudi danes kot nek izziv, v bistvu glede na sodobni čas, izumiranje vrst živalskih, neprimerno obnašanje človeka do narave in podobno. Ja, znanstvena ilustracija ni lahka slikarska zvrst in težko je dobiti dobrega slikarja, ki se je pripravljen odpovedati umetniški svobodi in z roko v roki sodelovati z raziskovalcem. Barbari tematika seveda ni bila tuja, zato je bilo lažje sprejeti te izzive. Tako da ilustrirala je pa geološka obdobja in fosile, predvsem tiste, ki smo jih našli na slovenskem ozemlju. Torej za nas ni prišla v poštev kakšna kopija iz interneta ali pa kaj podobnega. So me najbolj presenetile te hibridne podobe živali, ki na prvi pogled izgledajo kot neke porcelanaste figurice za na torto, ampak ko se osredotočiš na njihov izraz, pa vidiš to strašljivo podobo. Najbolj me presenetila in navdušila tudi ta zbirka slik, v bistvu, ki jih ona posveča tem zarodkom. To so v bistvu bitja, ki so v nekem formalinu, lebdijo dobesedno v nekem brezčasnem prostoru, so v bistvu nebogljena, rahlo itijevska, v bistvu nekako, kot da gledamo nekakšne zarodke nezemljanov dobesedno, ne? Ampak istočasno je seveda ta lepota biti v bistvu kot takih, ki so posredno povezane tudi človeško fiziognomijo ali pa imajo oči, imajo ušesa, imajo usta, imajo vse tiste pritekline, ki jih pravzaprav ima človek. In nekako preko teh bitij, v bistvu teh zarodkov, je noter prisotna tudi usoda človeka. Včasih se mi zdi, da svojimi slikami neprestano sporoča, da ljudje v svoji superiorni vlogi presegamo tiste meje dostojnega in dovoljenega, kar ona pogosto reče. Ne le v odnosu do živali, ampak tudi v odnosu do soljudi.